Zdravo, jaz sem Voranc. Danes bomo govorili o fotografskem portretu. Kaj je najbolj pomemben del portreta? Ne, ni manekenka pred objektivom. Da bi naredili dober portret, ja, tja sodijo tudi selfiji oziroma sepki, moramo paziti na 3 stvari. Ozadje, ozadje in ozadje. Nič ne pomaga, če imamo lep model, če mu iz glave raste semafor. Zato se pri portretiranju vedno prepričajte, da je ozadje nemoteče. Najlažje bo, če izberete zid ali steno ali kakšno drugo površino enotne barve. Lahko pa fotografirate tudi tako, da je ozadje neostro. Zato morate vedeti, kaj je globinska ostrina. Kdo? Globinska ostrina nam pove, po domače, kateri deli fotografije bodo ostri in kateri zabrisani. Manjša globinska ostrina pomeni bolj zabrisano ozadje za portretirancem. Odvisna je od gorišne razdalje in zaslonke objektiva. Česa? Gorična razdalja določa, ali je nek objektiv širokokoten ali gre pač za teleobjektiv. Teleobjektiv ima večjo gorično razdaljo, recimo med 70 in 300 mm. Širokokotni objektivi pa se gibljajo nekje med 17 in 35 mm. Ok, in kaj za vraga je zaslonka? To je luknjica, skozi katero spuščamo svetlobo na tipalo fotoaparata. Če jo zapremo, gre skozi manj svetlobe, a hkrati se veča globinska ostrina. Skratka, če želimo, da je ozadje za portretirancem zabrisano, moramo uporabiti teleobjektiv in odpreti zaslonko. Globinska ostrina pa je odvisna tudi od razdalje med portretirancem in fotografom. Bližje kot ste si, manjša bo globinska ostrina. Pri enakih vrednostih zaslonke in gorične razdalje, seveda. Malce komplicirano, a za lepoto je treba trpeti. Zato najbolj zagnani med vami pogledajte video znova, tisti malo manj zagnani pa se spomnite na prvo pravilo, pa ne na manekenko. Ozadje, ozadje, ozadje.